vrsti naslednje predavanje iz ciklusa Psihologija stresa, travme in posttravmatske rasti. Spregovoriti nameravam o več problemih, ki so povezani z prizadevanji strokovnjakov in znanstvenikov in ljudi, da bi povečevali svoje blagostanje, svoje zadovoljstvo v življenju, občutke sreče, da bi se ukvarjali s tem, kar zajema izraz ali še bolje koncept posttravmatske rasti. Spregovoril bom torej o nekaterih problemih in poskušal pokazati, da so problemi, na katere bom opozoril, v osnovi vezani na sodobne definicije učenja. Moja osnovna ideja torej bo izhajala iz sodobnih definicij učenja. Razporedil bom 3 koordinate učenja, 3 ideje, kaj učenje je, in potem razmišljal, zakaj je dobro imeti pred seboj te definicije učenja, kajti če resno mislimo s tem, da bi spremenili kaj v svojem življenju, da bi kaj obrnili na bolje, da bi se resno lotili posttravmatske rasti, da bi resno razmišljali o osebnostnem razvoju, razvijanju, o osebnostni rasti, o duhovni prenovi, duhovni preobnovi, preoblikovanju in podobno, potem mislim, da je zelo na mestu, če se držimo definicij učenja, kajti vsako spreminjanje, vsaka prenova, vsako preoblikovanje je tako ali drugače povezano z učenjem. Če želimo kaj spremeniti v svojih življenjih, če hočemo kaj spremeniti pri sebi, potem se prav gotovo naučimo drugačnega vedenja, drugačnega delovanja, drugačnega razmišljanja in tako naprej. Torej, najprej je na vrsti sodobno razmišljanje podprto z nevroznanstvenimi, razvojno-psihološkimi in kognitivnimi idejami, kaj je učenje, kako ga razumemo. Potem bom nadaljeval tako, da se bom zadržal pri nekaterih izjemnih knjigah, ki sem jih prebral v zadnjem času, ko sem se pripravljal na današnje srečanje. Te knjige so skrbno izbrane in pomagale mi bodo razmišljati o začetni ideji, da je zlasti tako imenovana industrija sreče oziroma psihološka industrija, industrija psihologije, kot jo imenujemo, skozi in skozi problematična, čeprav se številnim ljudem spontano dozdeva, da je koristna in da ima dobre učinke na njihova življenja. Torej, sprehodil se bom skozi nekatere teoretske ideje, ki jih zasledim v teh knjigah, ki jih bom na kratko predstavil. In ves čas bo v ozadju neka filozofska ideja ali morda celo
intuitivno spoznanje, ki ga delijo številni ljudje, in sicer, da smo ljudje drug drugemu tujci. Ne glede na to, kako blizu smo si, ne glede na to, kako dobro se poznamo, koliko časa smo skupaj, smo vsaj v zadnji instanci še vedno tujci, in to je pravzaprav zelo dobro. Moja ideja bo, da je včasih v naših življenjih odtujenosti v tem strogem pomenu besede še premalo. Ne, da je odtujenosti preveč, da smo ljudje preveč odtujeni in tako dalje. Pod določenimi pogoji sicer lahko rečemo tudi kaj takega, vendar bom vztrajal pri neki temeljni, eksistencialni, filozofski ideji, da smo ljudje drug drugemu radikalno tujci in da je to dobro. Se pravi, da je naše spoštovanje do drugih ljudi v temelju zavezano tej ideji. Nadaljujem tako, da najprej spregovorim o sodobnih konceptih, ki nam pomagajo razumeti, kako se možgani učijo oziroma kaj je učenje. Učenje ima vsaj 3 temeljne koordinate, 3 temeljne razsežnosti, ki jih najprej želim izpostaviti. In ob tem bi že namignil, da ima zlasti šolanje mladine pred seboj velik izziv, ko razmišljamo, kako se v šolah običajno, ponavadi mladi ljudje učijo, seveda v luči teh 3 razsežnosti učenja, ki jih zdajle izpostavim. Prva razsežnost. Učenje ne pomeni dodajanja novega, na primer znanja, informacij, podatkov, k staremu. Učenje pomeni prehajanje k vse večji kompleksnosti modelov, vzročnih, kognitivnih modelov, ki jih imamo ljudje o svetu, ki jih razvijajo že zelo majhni otroci. Torej, učenje kot povečevanje kompleksnosti modelov, s katerimi poskušamo razumeti svet in vse v njem. Druga razsežnost učenja pomeni, da ko se učimo, spreminjamo stopnjo prepričanosti v ideje znotraj vzročnih kognitivnih modelov, ki jih razvijamo. Spreminjanje stopnje prepričanosti lahko privede tudi do tega, da kakšno svoje prepričanje končno tudi opustimo. Ne gre torej za to, da dodamo kaj novega k starim prepričanjem, temveč obratno, da prepričanja opustimo in sprejmemo oziroma začnemo delati na novih prepričanjih. Tretja razsežnost teorij učenja pa nam pove, da je učenje tudi spreminjanje našega odnosa do možnih hipotez, s katerimi nekaj razlagamo, kar pomeni, da učenje pomeni prehajanje k verjetnejšim hipotezam o tem, kar pač želimo razumeti oziroma o čemer razmišljamo. To so osnovne razsežnosti učenja.
in pri teh se nameravam zadržati zlasti zato, ker, kot sem že nakazal, vsako resno spreminjanje sebe, svojega vedenja, svojega načina razmišljanja, čustvovanja, reguliranja čustev, občutkov, načinov, kako vstopamo v medsebojne odnose, lahko torej spreminjamo samo, če se naučimo novih oblik, novih načinov, ne pa tako, da k starim dodamo kaj novega. Torej, učenje razumem kot prehajanje. Prehajanje k vse kompleksnejšim vzročnim kognitivnim modelom sveta. In prehajanje je naporno, prehajanje je zahtevno, prehajanje je učenje kot dolgotrajno, naporno delo z hipotezami, vzročnimi modeli, preverjanji, eksperimentiranjem, skratka z vsem tem, kar sicer na najboljši način počne znanost. Zato je zelo problematično govoriti, zelo sporno je razmišljati o učenju z lahkoto, učenju, ki poteka brez posebnega napora, brez posebnega prizadevanja, brez posebne motivacije in tako dalje. Vse to za silo lahko drži takrat, ko govorimo o kopičenju istega, ko govorimo o dodajanju novih informacij, novih podatkov, novih dejstev k starim, morda, pravim, samo morda, nima nujno. Medtem ko je vsako učenje kot prehajanje k bolj kompleksnim kognitivnim modelom zahtevno. In lahko je tudi zelo zahtevno in seveda lahko je tudi izjemno zahtevno in terja veliko časa in veliko človekove motivacije. Hkrati seveda je smiselno opozoriti tudi na to, da ni nujno, da ljudje vselej najdemo dovolj motivacije pri sebi za učenje oziroma za to, da bi se karkoli v naših življenjih premaknilo zlasti na način, ki ga ponazarja izraz vse kompleksnejši vzročni kognitivni modeli sveta. Nadaljujem z kratkim komentarjem k knjigi, katere naslovnico vidite na zaslonu. To je izvrstna knjiga, ki že s svojim naslovom daje misliti, vsaj meni daje. V naslovu prepoznamo nek poseben način življenja, sodobnega življenja, za katerega bi lahko že vnaprej domnevali, da velja za številne ljudi, da je bilo vredno napisati tako knjigo. Vidite, da je podnaslov knjige posvečen vsakdanjemu življenju ljudi, zlasti v tem času, ko so zelo pomembne za naša življenja podnebne spremembe oziroma ekološke krize in druge katastrofe. Zakaj imperialistično, imperialno življenje? Kaj pomeni imperialni način življenja? Naj na kratko spregovorim, zakaj je ta izraz, ta naslov knjige pomemben za naše razumevanje o industriji sreče, o psihologiji vsakdanjega življenja, o psihologiji travme, posttravmatske rasti in stresa. Prvič zato, ker so naša vsakdanja življenja zelo ujeta v posebna družbena razmerja. Ljudje vstopamo v družbena razmerja, ki so taka, da se v njih
krepi položaj nekaterih ljudi, zlasti tistih, ki pripadajo družbenim elitam, in da se krepijo razmerja med sleherniki, vsakdanjimi ljudmi, njihovim načinom življenja in življenji, ki jih živijo pripadniki elit. To spoznanje sicer ni nič novega, je pa zelo pomembno, kajti razmerja med enimi in drugimi so izjemno močna. Zelo, zelo, zelo težko jih je spreminjati, oziroma ker se nenehno krepijo, je včasih na mestu vprašanje, ali jih je sploh mogoče spreminjati. Zlasti seveda v luči že predstavljene teorije učenja, ki pravi, kako zahtevno je človekovo prehajanje k kompleksnejšim modelom sveta, s katerimi skušamo pojasniti svet in med drugim seveda tudi družbena razmerja. Za ta način življenja, ki ga lahko razberemo iz naslova te knjige, je značilno še nekaj. Živimo v svetu, zlasti ljudje, ki živijo v tako imenovanem razvitem zahodnem svetu, v katerem je spontana vsakdanja izkušnja številnih ljudi, nažalost ne vseh, da je življenje narejeno tako, kot da obstaja neko neomejeno polje dobrin, blaga in storitev, iz katerega se te dobrine nenehno dotekajo v naše življenje. V naše življenja so taka, da imamo ves čas občutek ne samo, da večino ali morda celo vse dobrine, zlasti tiste, za katere bi lahko rekli, da jih potrebujemo, da jih želimo, da jih imamo nenehno na razpolago, da so ves čas v trgovinah, da je samo od nas odvisno, ali jih želimo kupiti ali ne. Naša vsakdanja izkušnja je, da nas nenehno preko propagande, preko reklam, preko oglasov nagovarjajo tako, da nam še dodatno ponujajo dobrine. Zdi se, da bi lahko vsak dan kupili nov pametni telefon, da bi lahko vsak dan kupili nov televizor, da bi lahko vsak dan kupili nov avto, itd. In tako dalje. Torej, gotovo je pomembna vsakdanja, spontana izkušnja slehernika, zlasti v razvitem svetu, da obstaja nekaj neomejenega, da bodo dobrine, da bodo storitve preprosto ves čas dotekale v naše življenje. Da nam torej ni treba kaj prav dosti narediti, če le imamo seveda denar, da bi do teh dobrin tudi prišli. Naslednja pomembna značilnost naših vsakdanjih življenj je, da obstajajo izjemno močne, pomembne, velike zahteve po virih energije, po fosilnih gorivih, po drugih virih energije, zato ker število prebivalcev na svetu nenehno narašča in potreba ljudi in industrije in podjetij in pač vseh drugih proizvajalcev po energiji nenehno narašča. Torej, gotovo se zlahka prepričamo, kako nesorazmerne so zahteve po energiji, če primerjamo recimo bogate ljudi, zahodni svet, manj premožne ljudi, življenje pripadnikov elit, življenje slehernikov, navadnih ljudi in tako dalje in tako dalje. K temu je treba dodati še eno pomembno razsežnost naših vsakdanjih življenj, in to je potreba samega kapitalističnega ustroja proizvodnje dobrin po poceni delovne sile. Poceni delovna sila je preprosto nujni pogoj za delovanje kapitalizma in številni ljudje imajo močno vsakdanjo izkušnjo, da ne glede na to, koliko naredijo, kako produktivni so, kako zmogljivi so, kako se trudijo,
koliko časa delajo, njihove, naprimer, plače ne rastejo, sploh pa ne rastejo premo sorazmerno s tem, kar sami doživljajo, da naredijo, glede na vložke in tako dalje, glede na posledice, na učinke, ki jih z leti tako delo prinese, ljudje zbolijo, so poškodovani, so utrujeni, so pod stresom, so izčrpani in tako dalje in tako dalje. Ne da bi znali čisto natančno povedati, zakaj je tako. Obstaja strukturna prisila, ki nam pove, zakaj je tako, in to je potreba po poceni delovne sili, zlasti tisti, ki opravlja najbolj umazana in slabo plačana dela, in pogosto je to delovna sila, ki prihaja iz tujine, in seveda na to so vezani tudi številni predsodki. Poceni delovna sila je zanimiva kot delovna sila, če pa želijo ti ljudje tudi živeti skladno recimo s svojimi prepričanji, svojimi kulturnimi normami, vrednotami, potem se pa zelo hitro oglasijo predsodki in pa zahteve, da bi ti delavci ostali tam, kjer so sicer živeli predtem, preden so prišli k nam. Naslednja značilnost sodobnega imperialističnega načina vsakdanjega življenja, ki ga živimo bolj ali manj vsi po vrsti, ker ne pripadamo eliti, je torej mogoče malo bolj oddaljena od vsakdanjih izkušenj, pa vendar je zelo pomembna, in to je, da vsa ta razpoložljivost dobrin in blaga in storitev, vse to neomejevano dodeljevanje dobrin prek svobodnih trgov, da je pravzaprav vse to podprto z vojaško silo. Da je to podprto z izjemnimi potrebami in zahtevami po energiji, in vemo, koliko konfliktov na svetu je bilo doslej že in vojn povezanih z problemi, ki so bili povezani z vprašanjem, kdo nadzoruje energijo oziroma kdo ima dostop do nje. In še zadnja ključna značilnost vsakdanjih življenj, ki jih živimo, to imenujemo, oziroma v glavnem ekonomisti in sociologi, akumulacijski imperativ. Kapitalistični akumulacijski imperativ, ki ga mi vsak dan bolj ali manj spontano prepoznavamo skozi pripovedi, naprimer politikov, skozi obljube, ki jih slišimo prek medijev, da bo zlasti zdaj, ko bo pandemije počasi vendarle konec ali pa ne bo več tako dramatična, kot je bila, da bo spet vse raslo in se akumuliralo in tako dalje. To so torej pomembne, ključne koordinate, znotraj katerih bi rad spregovoril v nadaljevanju o industriji sreče, vlogi psihologije pri tem in tako dalje. Tole, kar vidite na zaslonu, je iz današnjega časnika The Guardian. To je zelo preprosta ilustracija oziroma ponazoritev problemov, o katerih želim še spregovoriti v nadaljevanju. Na začetku sem jih že omenil. Zelo kratka, zelo preprosta, bi lahko rekel, pa vendar, če preberete današnji časnik, če se posvetite zelo na kratko pri kosilu, naprimer, tem člankom, katerih naslovnice vidite tukaj na zaslonu, potem se boste z mano strinjali, da zgodba o naših vsakdanjih življenjih res ni tako preprosta, kot bi se na prvi pogled zdelo, ali pa se zdi, ali pa bi ljudje radi videli. Torej, zahtevajo mnogo kompleksnejše kognitivne modele sveta, da bi pojasnili, kaj se dogaja, in da bi globoko, dobro razumeli in znali interpretirati dogajanja iz naših vsakdanjih življenj. Tukaj na levi vidite članek, ki je na nek način prav ironičen, kot bo videti malo kasneje, ko bom navedel nekaj podatkov, ki je videti torej prav ironičen, kajti zlasti v Veliki Britaniji, to ne velja seveda za ves svet, ne velja za vse države. Velika Britanija je vendarle dober primer, vsaj za vse tiste države, ki spadajo med razviti zahodni svet, da se povečuje
količina nečesa, česar v zraku, v ozračju pravzaprav ne želimo imeti, to so trdni delci, ki nastanejo pri gorenju, pri fosilnih, torej pri izrabljanju fosilnih goriv, v tem primeru so to drva. So to drva, je to les, videli bomo ravno kar, zakaj je to tako zelo pomembno. Tukaj na sredini vidimo en članek, ki je po svoje ravno tako ironičen, ker en najbolj bogatih milijarderjev tega sveta, Bill Gates, vsekakor pripadnik elite, gotovo pa ni znanstvenik, govori o nečem, o čemer pravzaprav znanstveniki opozarjajo oziroma o čemer govorijo že zelo dolgo časa, pa ni videti, da bi jih hoteli številni politiki in tudi v sedanjem življenju ljudje, navadni smrtniki, poslušati. Namreč gre za slogan, gre za žargonski izraz, ki ga slišimo zelo pogosto, in to je, kako zelo se trudimo, se države trudijo, se oblasti trudijo, vlade trudijo, da bi čim hitreje postali ogljično, torej nevtralna družba. Celo Bill Gates pravi, zakaj prodajate pravljice, zakaj toliko fantastičnih pripovedi, kako naj bi se vse to zgodilo že v zelo kratkem času, naprimer v naslednjih 10 letih. Bill Gates, torej ne samo znanstveniki, pravi, to je čista pravljica. Zakaj si pripovedujete vse te pravljice? Seveda, dobro vprašanje. In tukaj čisto na desni vidite, kako v vseh teh navideznih prizadevanjih, da bi živeli čim bolj zeleno in da bi bil naš razvoj v smeri brezogljične družbe in tako dalje, kako se ne samo v Mehiki, to je članek, ki pač je posvečen Mehiki, povečuje količina premoga, ki jo ljudje pač uporabljajo v sedanjem življenju, ker so potrebe po energiji, kot sem že prej omenil, tako zelo velike. Torej, nekaj zelo kratkih vsakdanjih ponazoritev tega, o čemer želim govoriti še v nadaljevanju. Želim govoriti torej o nekaterih problemih, ki terjajo kompleksne kognitivne modele, da bi jih razumeli, in to so tudi hkrati problemi, o katerih se v vsakdanjem življenju pogosto razmišlja bodisi zelo malo ali pa na zelo, zelo poenostavljene načine, in seveda to vzbuja našo pozornost in se sprašujemo, zakaj je tako. Zakaj je toliko preprostega, poenostavljenega, zgrešenega in, če lahko parafraziram Billa Gatesa, fantazijskega, pravljičnega razmišljanja o zelo resnih problemih, s katerimi se ljudje srečujemo v vsakdanjem življenju, in gotovo sem sodijo tudi naša letošnja razmišljanja o stresu, ki so ga deležni ljudje v vsakdanjem življenju, in o travmatičnosti vsakdanjih življenj. Naj torej to ponazorim še z eno zelo preprosto zgodbo o tem, kar je zelo, zelo tesno prepleteno z že omenjeno oziroma izrisano teorijo učenja. Spregovoril sem o 3 razsežnostih učenja, ki jih je dobro imeti ves čas pred seboj. Kaj vidimo na tem zaslonu? Na tem zaslonu vidimo dobro ponazoritev nečesa, kar je velik problem ne samo nekaterih ljudi, ampak je tudi velik problem naprimer še vedno sodobne šole, in je velik problem učenja. Vidimo nekatere številke, do teh številk pridemo, to je vzeto iz zadnjega kratkega videa iz serije videov Kurzgesagt. Tisti, ki to gledate, ki to poznate, ste morda že videli pač ta zadnji video. Te številke so torej od tam. O čem govorim? Govorim o še eni ponazoritvi tega, o čemer sem govoril malo prej, ko sem opozoril na velik razkorak med kompleksnimi kognitivnimi modeli, s katerimi lahko dobro pojasnjujemo svet, in poenostavljenimi,
včasih tudi vraževernimi modeli, s katerimi skušajo ljudje razumeti svet okoli sebe in svoje življenja, ki jih živijo. Torej, te številke so na sporedu, so na pladnju, če želite odgovoriti na zelo preprosto vprašanje. Zelo preprosto vprašanje je tole. Katere vrste energije so za ljudi najbolj sporne, nevarne, problematične ali pa smrtonosne? Ko se zedinimo, ko se strinjamo, da je dobro odgovoriti na to vprašanje, v času, v katerem živimo, najbrž ni treba posebej poudarjati, zakaj je tako, mislim na podnebne spremembe, vprašamo določeno število ljudi. Raziskave potrjujejo, da velika večina ljudi avtomatično, samodejno, takoj odgovori, kot bi izstrelili iz topa. Najbolj nevarna je atomska energija, jedrska energija. Zakaj je ta odgovor po eni strani dobra ponazoritev tega, o čemer govorim, teorija učenja, kognitivni modeli, kompleksnost sveta in tako dalje, po drugi strani pa dobro izraža problem, ki je problem številnih ljudi, zlasti pa šole oziroma procesov učenja in poučevanja. Namesto da bi ljudje rekli, pravzaprav ne vem čisto natančno, kaj je odgovor, kaj je dober odgovor na vprašanje, enostavno izstrelijo, zato ker imajo intuitivni občutek, da o tem nekaj vedo. Nekaj so slišali o Černobilu, nekaj so slišali o Fukušimi in zdi se jim, da je jedrska energija zelo, zelo nevarna, smrtonosna in problematična in da je treba jedrske elektrarne čim prej razgraditi. Na primer, Nemci so jih v zadnjih letih že kar nekaj. Pravim, namesto da bi rekli, pravzaprav ne poznamo dobrega odgovora, rečejo tole. Teorije učenja pa nam pravijo, dajmo najprej, preden karkoli rečemo, pogledati številke. Dajmo se najprej prepričati. Ne vemo, katera energija je najbolj nevarna, lahko se pa prepričamo. Kako? Naprimer tako, da gremo pogledat, kaj piše na Wikipediji. Ali pa, da pač v Google, v brskalnik, v iskalnik enostavno vpišemo vprašanje in dobili bomo odgovore, zato ker smo lahko prepričani, da so že drugi ljudje zbrali dovolj podatkov, imajo dovolj številk, da nam pomagajo misliti to vprašanje. In to je, pravim, hkrati tudi eden od ključnih problemov šolanja in poučevanja, in sicer, da očitno, to potrjujejo klinične raziskave, razvojno-psihološke raziskave, kognitivne raziskave, vse preveč ljudi, namesto da bi se najprej pozanimalo, kako je s številkami, preprosto nekaj rečejo. Nekaj, kar se jim zdi, da je res. Če pa pogledamo številke, in te so na zaslonu, ugotovimo, da je jedrska energija ena najbolj varnih energij, kar jih trenutno uporablja človeštvo. Vse žrtve do zdaj štejemo približno v redu velikosti nekaj tisoč. Černobil, Fukušima, vse, kar se je do zdaj zgodilo, raziskave potrjujejo, zaradi vsega tega je umrlo približno 4000 ljudi. Ne strinjajo se vsi znanstveniki in vsi, ki so proti jedrski energiji, ampak številke niso dosti večje. Na levi strani pa vidimo, koliko ljudi umre zaradi
svinjarije, ki je v zraku in jo dihamo čisto vsi ljudje, čisto vsak dan, ker dihati je pač treba. 4 milijone ljudi. Med drugim seveda zaradi trdnih delcev, ki nastajajo pri izgorevanju fosilnih goriv, na primer lesa. In zdaj, če združimo ta podatek z onim prejšnjim člankom iz današnjega Guardiana, vidimo, da se dogajajo zelo, zelo dramatične zadeve. In najbrž ni posebej težko doumeti, da je 4 milijone žrtev neprimerno več kot približno 4000 ljudi, kolikor jih je doslej plačalo svojim življenjem zaradi rabe jedrske energije. In v prihodnosti najbrž ne bo dosti drugače, ker fosilna goriva bo človeštvo uporabljalo še zelo dolgo časa. Sam Bill Gates je opozoril, naj ne pripovedujemo drug drugemu pravljic, kako bo že v kratkem človeštvo živelo v brezogljičnih družbah. Tukaj je samo še nekaj številk, nekaj podatkov, kako ljudje v Veliki Britaniji, ki uporabljajo les, razlagajo, zakaj to počnejo. In vidite, da skoraj vsak tretji pove, med njimi so predvsem premožnejši ljudje, da to počnejo, ker je danes kamin del življenjskega sloga in da uporabljajo les, s katerim pač nalagajo v kamin nekaj, kar je povezano z njihovimi estetskimi razlogi, da pač počnejo to, da kupijo tako hišo, v kateri imajo razkošne kamine in da se ogrevajo z lesom, in ostali podatki so tudi na zaslonu. Torej, zdaj sem spregovoril o nekaterih ponazoritvah, ki nam povedo, da bodo strukturne značilnosti naših vsakdanjih življenj, imperialističnega načina življenja, kot razberemo iz knjige, ki sem jo malo prej predstavil, tukaj še zelo dolgo časa. Tukaj je samo še en graf iz najnovejšega poročila svetovnih znanstvenikov, ki se ukvarjajo z podnebnimi spremembami, in tukaj vidimo, kako narašča kljub vsem zavezam, kljub vsem pogodbam, kljub vsem podpisom, kljub vsem obljubam, kako bomo zelo hitro napredovali v brezogljične družbe, torej količine ogljikovega dioksida, količine metana, dušikovega oksida in tako dalje v ozračju naraščajo as we speak, torej nenehno, iz minute v minuto naraščajo, ne glede na to, kaj rečemo, kaj si mislimo in tako dalje. Torej, to so nekatere osnovne koordinate v naših vsakdanjih življenj. Zdaj bomo pa v te koordinate počasi umeščali industrijo sreče oziroma sodobno psihologijo, ki ima v tej industriji zelo pomembno, zelo veliko vlogo. Spregovoril bom še o nekaterih knjigah, ki jih seveda med drugim tudi zelo priporočam v branje. Samo naslovnico te knjige bi zelo na kratko komentiral. Opozoril bi pravzaprav na dve besedici. Ena je čisto na vrhu, oziroma na besedno zvezo, ki nam pove, kako je lahko za nas zelo pomembno, ni treba, da smo še kaj drugega povedali o naših vsakdanjih življenjih, deliti si dobrine, deliti si bogastvo, deliti si premoženje. To je besedna zveza, ki jo vsakdo pozna, ki je na prvi pogled zelo preprosta, pa vendar je dragocena in bo, upamo, imela še veliko večje učinke na naše vsakdanje življenja, kot pa jih že ima. Deliti si nekaj za človeka kot socialno in družbeno bitje, kot simbolno bitje, o čemer sem že veliko
povedal, je ta besedna zveza zelo, zelo pomembna in vidite, da je podnaslov te knjige vprašanje, kaj narediti, kako zaustaviti, kako zmanjšati delovanje kapitalizma, zlasti na tistem področju, kamor sodi tudi že omenjeni Bill Gates, ki omogoča milijarderjem, da živijo od rent, da se njihovo premoženje povečuje iz dneva v dan, pač po principu rentništva oziroma teženj k rentnemu delovanju. Druga izvrstna knjiga, res izjemna, prava poslastica, je knjiga z zelo, zelo zanimivim naslovom, mogoče na prvi pogled malo nenavadnim naslovom, in ima tudi izvrsten podnaslov. O čem je ta knjiga? Zelo na kratko. Vsakdo se bo verjetno mimogrede strinjal z menoj, če rečem, da je za naše blagostanje, za naše medsebojne odnose, za doživljanje sreče, zadovoljstva, prijetnih trenutkov v življenju, kar pomembno, da nekaj o vseh teh zadevah vemo, da smo se mogoče kaj malega poučili o čuječnosti, da se mogoče ukvarjamo z meditacijami, z jogo, da smo mogoče spremenili svoje prehranjevalne navade in tako dalje, tako dalje. Torej, gotovo je smiselno poudariti pomen vednosti, pomen znanja in pomen znanosti. To med drugim tudi na teh naših predavanjih nenehno počnem. Krasno, super. Potem obstaja še eno področje, ki pa pravzaprav strogo vzeto ni tako neposredno povezano s samim znanjem, z kognicijo, z razumevanjem, ampak je povezano z nečim drugim. Zdaj bom najprej naredil kratko uvod v to, potem se bomo k temu še vrnili. Namreč, podnaslov te knjige, če začnem najprej pri podnaslovu, je izjemno dragocen, hkrati je pa zelo, zelo, zelo sodoben. Vidimo namreč, da bomo najverjetneje pri branju te knjige naleteli na vprašanje, kako umetna inteligenca in umetna inteligenca bo iz dneva v dan bolj navzoča v naših življenjih, to je najverjetneje vsakomur kristalno jasno. Kako torej umetna inteligenca, pametne naprave, naprimer, oziroma še bolj kompleksna, razvita umetna inteligenca, naprimer roboti, počasi vstopajo v naša vsakdanja življenja in v tej luči je že zelo vznemirljivo prebrati podnaslov te knjige do konca, namreč kako umetna inteligenca ustvarja, pomaga ustvarjati, spreminjati, preoblikovati naša vsakdanja življenja, ki jih lahko poskušamo razumeti tudi tako, da spregovorimo o tem, kar je v podnaslovu, in to je obdobje empatije, čas, obdobje, v katerem se v vsakdanjem življenju že številnim ljudem intuitivno dozdeva, da je empatija vse pomembnejša beseda, da jo vse pogosteje slišimo, da smo lahko pozorni, kaj o tem mislijo recimo psihologi in drugi znanstveniki, in se seveda sprašujemo, zakaj je empatija tako zelo pomembna, ker je, zelo pomembna je. In ta knjiga se poskuša zelo resno posvetiti temu spoznanju, torej pomenu empatije, ne samo znanja, informacij, podatkov, algoritmov in tako dalje, temveč empatije v vsakdanjem življenju. Zakaj je empatija tako zelo pomembna in kaj pravzaprav to pomeni za naše vsakdanje življenje? Kaj naj zdaj naredimo? In kakšno vlogo ima pri tem umetna inteligenca? Vidite, naslov knjige pa je morda
še bolj zgovoren. Spregovori o neki ekonomiji in spomnili se boste, da je to beseda, ki jo je zelo rad in na veliko uporabljal Freud, ko je govoril o psihični ekonomiji, o psihičnih ekonomijah ljudi. In besedna zveza, ki je v naslovu te knjige, je The Feeling Economy, se pravi ekonomija občutenja, ekonomija občutkov. Priznali boste, da se v vsakdanjih življenjih o občutkih, o občutenju, naprimer tega, kar se dogaja med nami v vsakdanjih odnosih, praviloma pogovarjamo bolj v domačih okoljih, tam, kjer se počutimo varne, z bližnjimi ljudmi, z prijatelji, naprimer, pa še to ni tako zelo pogosto, kot bi se morda komu zdelo. Klinične izkušnje kažejo, da se pravzaprav ljudje o občutenjih, svojih občutkih v medsebojnih odnosih ne pogovarjajo tako pogosto, kot bi bilo morda zanje koristno. The Feeling Economy torej je gotovo dober naslov in glede na to, da sem knjigo prebral, lahko rečem, da je res dober naslov. Namreč osnovna ideja, s katero se bomo v prihodnosti gotovo velikokrat srečali, je tale. In zdaj lahko združimo, zakaj govoriti hkrati o umetni inteligenci. Seveda je res, da umetna inteligenca prevzema veliko opravil, ki jih sicer v sedanjem življenju poznamo iz preteklosti, da so jih opravljali pač ljudje oziroma da smo jih tudi mi sami. Umetna inteligenca je na mnogih področjih naših življenj neprimerno bolj storilna kot mi, učinkovitejša, natančnejša, hitrejša, zmogljivejša in tako dalje in tako dalje. Zato je seveda super in krasno, da se v naših življenjih pojavlja vse pogosteje. In hkrati zelo preprosta misel pravi takole: okej, naj umetna inteligenca prevzame veliko naših vsakdanjih opravil, naj prevzame naporna, duhamorna, za nas nezanimiva, recimo administrativna dela, in mi se bomo lahko, tako malo komunistično že zveni ta naslov, mi se bomo pa lahko posvečali čemu? Prvi odgovor je, in ni slab, drugemu, medsebojnim odnosom, kakovosti medsebojnih odnosov, well-beingu, se pravi blagostanju, povečevali bomo kompleksnost naših vzročnih kognitivnih modelov sveta, lahko bomo veliko več brali, zlasti pa se lahko veliko več pogovarjamo empatično o naših občutkih, o občutenju sveta, medsebojnih odnosih in tako dalje, tako dalje. Skratka, knjiga, ki jo res zelo, zelo, zelo priporočam. In kot vidite, vse doslej še nismo pritegnili k našemu razmisleku nobenega psihologa, nobenega strokovnjaka. Vse to namreč lahko počnemo sami, oziroma vsega tega se lahko naučimo. Natanko v luči začetne definicije učenja, ki pomeni prehajanje k kompleksnejšim kognitivnim modelom sveta. In še tretja knjiga, ki bi jo rad kratko komentiral oziroma hkrati seveda ponudil v branje. Naslov te knjige je zopet zelo zgovoren, prinaša še eno besedo, s katero se tudi sicer srečujemo, in to je resnica. Resnica o naših vsakdanjih življenjih, resnica o tem, kako živimo, katere so strukturne značilnosti naših vsakdanjih življenj, kako se znotraj njih znajdemo, kako jih razumemo, kako bi jih lahko razumeli in tako naprej. In vidite tukaj v podnaslovu še en
izraz, ki je za nas tukaj zelo pomemben, zelo uporaben, zelo koristen, to so politike post-truth, se pravi, politike v obdobju, v katerem se zdi, da ni tako pomembno govoriti o resnici tega, kar se nam dogaja, ampak da zadošča že, če se sklicujemo na intuicije, da svoje poenostavljene kognitivne modele sveta, če se sklicujemo na anekdote, morda pa celo, če zadošča, da imamo o čem svoje mnenja in včasih celo, če smo vraževerni. Zelo, zelo, zelo zanimiva knjiga, ki nam pomaga misliti, ali bo morda v prihodnosti treba tudi na tem področju zavihati rokave in kaj spremeniti, namreč preiti od tako priljubljene rabe mnenj in vsakdanjih spontanih prepričanj o svetu k boljšim, verjetnejšim hipotezam, kaj se nam dogaja, zlasti pa k že večkrat omenjenim kompleksnejšim modelom, kognitivnim modelom sveta. To so zdaj mislim, da kar dobri stebri, stabilni stebri, znotraj katerih se zdaj lahko posvetimo temu, kar je v naslovu tega slajda, in to je psihologija brez filozofije. O tem sem sicer že govoril, vendar bom zdaj na nov način še enkrat spregovoril, zakaj je ta besedna zveza tako pomembna. Kajti dejansko obstaja velik del psihologije brez filozofije. Številni psihologi so pač psihologi, se ukvarjajo s psihologijo, poznajo psihologijo, ponujajo psihološke ideje ljudem, vendar so te včasih zelo, zelo problematične. Jaz bom skušal pripeljati zadevo tako daleč, da bo to razvidno. Trdim namreč, da velik del psihologije zelo, zelo potrebuje to, česar pa ravno noče, in to je filozofija. Skušal bom torej pokazati, zakaj je tako. Najprej se na hitro sprehodimo skozi nekaj vsakdanjih žargonskih izrazov, ki jih ljudje bodisi slišijo zelo pogosto ali pa tudi uporabljajo zelo pogosto. To so besede in besedne zveze, kot so zdajle na zaslonu. Ljudje so spontano prepričani, da bi z več volje, z dodatnim naporom, z več prizadevanja in tako naprej lahko kaj spremenili v svojih življenjih, kar je silno uboga trditev. Terapevtski menedžment je nekaj, kar se nam zelo pogosto dogaja, ko nam razni terapevti, psihoterapevti, psihologi, psihiatri in drugi dajo nasvete bolj ali manj koristne, kako se v vsakdanjem življenju znajti, katere nasvete ubogati, katere korake narediti, da bomo, veste, kaj imam zelo rad, ko uporabljajo besedno zvezo podoba, samopodoba, in potem govorijo o nizki samopodobi, pa o visoki samopodobi, pa o tem, da je nizko podobo mogoče dvigati, zelo zabavno na trenutke, seveda povsem zgrešeno tudi, pa vendar je tega menedžmenta, takega menedžmenta, kako regulirati svoje emocije, kako se naučiti tega in onega, zelo veliko, ne da bi hkrati povedali ljudem nekaj, vsaj nekaj malega o tem, kako poteka učenje in kako pravzaprav je učenje zahtevno. Tudi vsi ostali izrazi, o tem smo že veliko govorili, se ne bomo preveč dolgo zadrževali pri njih, je pa dobro jih imeti pred seboj, ker so pomembni dejavniki našega vsakdanjega življenja. Nenehno se govori o človeku kot kapitalu, o človeškem kapitalu, o upravljanju človeškim kapitalom, o izrabljanju človeškega kapitala, ustvarjajo se vtisi, kot da so sodobne korporacije naši prijatelji, da so milijarderji naši prijatelji, da nam seveda hočejo samo dobro in da bi jim morali biti hvaležni, da sploh obstajajo, da skrbijo za proizvodnjo dobrin in tako dalje in tako dalje. In seveda, da skrbijo za to, kar je neposredno povezano z vsakdanjimi oglasi in propagando in reklamami. Tega je ogromno v naših življenjih in če ste pozorni, pridete zelo zanimivih vpogledov, kaj recimo kaj hočejo oglasi od nas, zakaj nas nenehno nagovarjajo, kakšne dobrine kupimo,
Obstajajo zelo subtilne analize tega, v to danes seveda ne bomo šli, ker ni predmet našega srečanja. Zadošča pa, če se poskušamo vsaj zamisliti nad tem, da v resnici propaganda, oglasi, reklamna sporočila, pravzaprav hočejo od nas neke specifične odzive. Sodobna propaganda, sodobni oglasi so pravzaprav psihološko izjemno dodelani. Nam pravzaprav ne prodajajo toliko izdelkov, seveda v končni fazi hočejo, da kupimo izdelke, jasno, ne? Ampak predtem pa hočejo od nas izvabiti natanko določene odzive, natanko določene občutke, ideje, misli, spomine in tako dalje. To je že pomemben del sodobne psihološke industrije oziroma industrije psihologije. Psihologija je izjemno izrabljena veda, zlasti v take namene, da se v vsakdanjem življenju številni ljudje, da ne rečem kar vsi, nenehno, zelo subtilno naravnavajo ali odzivajo na nagovore, na žargon, na propagando, na oglase in tako dalje. Zakaj je vsega tega toliko? Ni treba biti teoretik zarote, zadošča že minimalno psihološko razmišljanje o tem. Zakaj je vsega tega toliko? Zakaj, če se spomnite čisto na začetku, nenehno, neomejevano dodeljevanje dobrin, storitev, idej in vsega tega blaga? Zakaj? Zato, ker s tem dosežejo, da se množice ljudi odzivajo na natančno predviden, določen način. Glede na njihove občutke, čustva, ideje, izkušnje in tako dalje, so to pravzaprav čisti psihološki eksperimenti. Zasipavajte ljudi nenehno, brez premora, 24 ur na dan, s propagando, z izjemno estetsko dodelanimi kratkimi video vsebinami, modrimi stavki, lepimi ljudmi, izvrstno prikazanimi medsebojnimi odnosi in tako dalje. Čista psihologija, uporabna psihologija. Zakaj vse to ponujajte ljudem? Zato, ker vemo vnaprej, da se bodo številni ljudje odzivali na vse to, natanko tako, kot bi mi radi. Večjega ustroja, večjega pogona, večje mašinerije, s katero je mogoče ne samo napovedovati odzive ljudi, ampak jih tudi izzivati, se pravi jih tudi doseči, človeštvo ne pozna. Doslej obsežnejšega delovanja še ni bilo. In seveda to je že velik korak v smeri k odgovoru, zakaj se toliko ljudi tako predvidljivo obnaša v vsakdanjem življenju. Psihologija brez filozofije torej. In zelo hitro se nam ponovno ponudi v razmislek nekaj idej, o katerih govorim na svojih predavanjih, oziroma ponudi se nam odgovor na vprašanje, zakaj tale predavanja sploh imam, zakaj jih želim imeti, ker lahko bi kdo rekel, vse tisto, kar si prej povedal o ustroju, o industriji sreče, psihološki industriji, propagandi, oglasi, to zadošča. Vse ljudje imajo dovolj neomejenega toka idej, videov, nasvetov, predlogov, vsebin, vsega tega. Zakaj še imeti taka predavanja? Seveda, moj odgovor je tripartiten. Prvi odgovor na to vprašanje je, zato ker je še vedno beseda, zlasti beseda, ki je zavezana etičnim principom, o tem spregovorim kasneje, največja grožnja kapitalizmu.
največja grožnja niso, ne vem, anarhisti, teroristi, ljudje, ki pozivajo k uporom, protestom na ulicah in tako dalje. Najmočnejše orožje je še vedno beseda. Ali natančneje, najmočnejše orodje je kritična misel, je še bolj natančno neodvisna misel. Neodvisna misel, ki jo goji posameznik, neodvisno od propagande, industrije sreče, psihološke industrije, nasvetov, strokovnjakov, predlogov in tako dalje. Neodvisna misel. In neodvisna misel je po definiciji zavezana etičnosti in etičnost je tista ključna beseda, s katero nastopamo proti temu, kar je v naslovu one prve knjige. V naslovu je imperialistično, imperialno oziroma imperialni način življenja, od katerega imajo seveda koristi zlasti pripadniki družbenih elit, številni ljudje pa od tega razen propagande in oglasov in tako dalje nimajo prav dosti ali pa sploh nimajo ničesar. Se pravi, v imenu družbene pravičnosti je treba vztrajati pri neodvisni misli. To je, kot rečeno, moj prvi odgovor, zakaj sploh imeti taka predavanja, zakaj razmišljati, zakaj se truditi, učiti se, da bi razvili kompleksnejše, boljše kognitivne modele za razumevanje sveta. Zakaj ni dobro v strogem pomenu besede vztrajati pri poenostavljenih, preprostih, da ne rečem celo vraževernih modelih sveta. Moj drugi odgovor je, da je kljub vsej industriji, izrabljanju psihologije, nasvetom in tako dalje, video vsebinam, propagandi in tako dalje, ogromno ljudi, ki poročajo, da so osamljeni, da živijo v megakonglomeratih, v katerih na dnevni ravni doživljajo, da imajo okrog sebe ogromno ljudi, ki so popolnoma brezbrižni drug do drugega. O tem poročajo ljudje in poročajo, da jih to načenja, da jim ni dobro zaradi tega, da so pod stresom, da si želijo veliko več tega, kar je v naslovu one knjige rdeče, o kateri sem prej govoril, namreč empatije, čisto preproste empatije. Oziroma, moj tretji odgovor je, ravno tako ogromno ljudi izjavlja, da se v svojih vsakdanjih življenjih, kljub temu, da imajo okrog sebe veliko ljudi, pravzaprav o ničemer resno ne pogovarjajo. To izjavljajo ljudje, nenehno izjavljajo. To je torej moj tripartitni odgovor, zakaj vztrajati pri pogovarjanju, razvijanju kompleksnejših modelov sveta, skratka pri učenju in pri uvažanju večjih, torej v večji meri pri uvažanju empatije v naše vsakdanje življenje. Ta predavanja so v resnici odgovor skozi te 3 koordinate, ki sem jih ravnokar naštel. Zdaj bomo nekaj stvari preskočili, tukaj samo spet v branje ponujam to levo knjigico, verjetno številni od vas že poznate, ali Središče drži. V zadnjem času pa je name naredila zlasti vtis tale na desni strani. Išla je pred kratkim. To je tako dobra knjiga, da bi potreboval eno predavanje ali pa mogoče 2, samo za odgovor na vprašanje, zakaj je tako zelo dobra. Naj samo opozorim, da je v naslovu te knjige beseda neuroetika,
izjemno pomembna besedna zveza, ki še do nedavnega sploh ni obstajala. Pomembna je, ker si krči novo polje delovanja, ki ga izriše tudi začetni del naslova te knjige, to je duševno zdravje. Ali še bolj natančno, globalno duševno zdravje. V glavnem se ta knjiga posveča enim novim, res dobrim, celo radikalnim konceptom o razumevanju človekovega duševnega zdravja. To je razveseljujoče zlasti zato, ker pri tem sodelujejo tudi številni psihiatri, ki doslej niso in so bili zavezani že zelo, zelo zastarelim, preživetim načinom psihiatričnega razmišljanja, ki ga na žalost številni ljudje, ki obiskujejo psihiatra, zelo dobro poznajo. To je neskončno, da ne rečem brezmejno diagnosticiranje ljudi, seveda potem domnevno zdravljenje duševnih stanj z zdravili in podobnim, in pa seveda z kopičenjem terapevtskih obravnav ljudi. Nekateri ljudje poročajo, da leta in leta in leta dolgo hodijo na te diagnostične preiskave in večne terapije in obravnave in tako dalje. Torej, ta sodobna, v mnogočem seveda sodobna, ni zdaj čisto absolutno, antipsihiatrija je vsaj pol stoletja stara, ampak vendarle sodobna veja psihiatrije pristopa k razumevanju duševnega zdravja z bistveno drugačnih izhodišč in razveseljivo je, da se naslanja na številne koncepte, o katerih govorim na teh svojih predavanjih, zato sem tudi prej izpostavil besedo neuroetika, oziroma mi govorimo o etičnosti. In zdaj se že počasi približujem temu, kar je samo jedro mojega razmišljanja, ne samo današnjega, zato se bomo kar lotili še ene knjige, ki je res, res, zdaj meni že zmanjkalo presežnikov, tako dobra, tako izvrstna, da če bi bil malo bolj naiven, bi si zaželel, da jo prebere čisto vsak človek, ali pa saj, ne vem, vsak človek. Seveda jo ne bo, res izvrstna knjiga, vidite v naslovu, da se posveča konceptom izvrstnega francoskega filozofa Emmanuela Levinasa in vidite, da je podnaslov sestavljen iz 3 besed, to je pravičnost, to je univerzalnost in nekaj, kar mi je še zlasti všeč in tega se bom lotil v nadaljevanju, temu se bom še posebej posvetil in to je, lahko bi rekli, milost. Beseda milost bo kar pomembna za moje nadaljnje razmišljanje, ne samo danes, ampak tudi sicer v ciklusu naših predavanj z naslovom Psihologija stresa, travme in posttravmatske rasti. Zdaj bi pa res počasi sicer pripeljal današnje srečanje do konca, nadaljevali bomo naslednjič počasi, zato ker je to najboljši način, da se lotimo tega, kaj znotraj orisanih koordinat našega vsakdanjega življenja, temu sem posvetil dobro uro, posameznik, slehernik vendarle lahko naredi. In mu ni treba kar takoj k psihologom, psihiatrom, k strokovnjakom, po nasvete. Zakaj? Lahko marsikaj ljudje naredijo zlasti drug z drugim. Ne, da bi se morali obravnavati, ne, da bi bili drug drugemu terapevti, ne, da bi drug drugemu dajali nasvete, temveč predvsem, da bi se pogovarjali. Torej, kako se tega lotiti? Mislim, da smo nastavili dovolj elementov, da lahko počasi povzamemo in
odgovarjamo bolje na to zastavljeno vprašanje. Če torej pomislimo, kaj se nam spontano vsak dan dogaja, ne da bi bilo treba karkoli posebej narediti, potem ugotovimo, da ljudje zaznavamo svet, okoli sebe, druge ljudi, dogodke, da čutimo, da imamo v tem mnenje in tako dalje in tako dalje. Vendar v luči našega neodvisnega razmišljanja moramo takoj pristaviti, moramo takoj dodati, ker to že vemo, da je tako spontano zaznavanje sveta največkrat zgrešeno, da je preveč enostavno in da ljudje s pomočjo takega spontanega zaznavanja sveta to, kar se nam dogaja, tudi trivializiramo. Na kaj mislim, ko rečem, da trivializiramo? Spet, klinične izkušnje nam povedo vedno znova, kako ljudje trivializirajo medsebojne odnose, kako zatirajo svoje občutke, svoje občutenje tega, kar se dogaja v medsebojnih odnosih, da doživljajo, da vedo, vsaj intuitivno, da recimo nek odnos počasi razpada, ali pa da nekega odnosa že nekaj časa recimo sploh ni, da je odnos prazen, da čutijo hlad v medsebojnih odnosih, pa še vedno vztrajajo v takem odnosu in trivializirajo to, kar sicer zaznavajo. Osamljenost, premalo pogovarjanja, premalo empatije, premalo medsebojne naklonjenosti, češ, da to ni tako zelo pomembno, da to ni nič takega, ali pa, da se jim samo dozdeva, da se nekaj dogaja, da pa v resnici ni tako in tako dalje. Skratka, več kot dovolj imamo argumentov, da drži to, kar je zapisano, da je zaznavanje spontano, če ni bilo dobro premišljeno še enkrat, če ni kritično, praviloma zgrešeno in preveč trivialno. Seveda pa vemo, kakšen je lek zoper to. Prvi lek je kognitivne narave. Namenoma bi rad na kratko izpostavil eno drobno razliko, pri kateri sodobni kognitivni znanstveniki in filozofi resno vztrajajo, ker je razlika pomembna. Strinjam se, da je res pomembna, zato bi jo rad ponazoril. Zaznavanje sveta je pravzaprav vselej že tudi zavezano razlagam. Ljudje to, kar vidijo, to, kar čutijo, to, kar zaznajo, že znajo tudi z silo razložiti. In zato imajo o tem, kar se dogaja, svoje mnenja. In ta mnenja znajo celo na dolgo in široko razlagati, če ste jih pripravljeni poslušati. Zato interpretiranje sveta ni isto kot razumevanje sveta. Interpretacija je onkraj razumevanja. Interpretacijo razumemo, če imamo pred seboj začetno definicijo učenja, ki je prehajanje od bolj enostavnih, preprostih kognitivnih modelov sveta, znotraj njih vsak človek že nekaj malega razume to, kar zaznava, k kompleksnejšim kognitivnim modelom sveta. Interpretiranje sveta izhaja iz kompleksnejših modelov sveta kot spontano razumevanje. In zakaj je interpretacija sveta, interpretiranje sveta tudi onkraj kognicije? Zato, ker v veliko večji meri, kot se nam spontano to dogaja v vsakdanjem življenju, k temu pritegnemo empatijo. To, kar doživimo, to, kar predvsem čutimo, zdaj spet referiram na ono rdečo knjigico, skozi empatijo oziroma s pomočjo
empatije. Se pravi, v tem smislu je interpretiranje mnogo bolj celostno kot zgolj razumevanje sveta. Se pravi, imamo že na voljo možnost, da se lotimo učenja, prehajanja k kompleksnejšim modelom sveta. Za tako prehajanje, in rekel sem na začetku, da je to početje zahtevno. To niso enostavne naloge. To ni tako preprosto kot takrat, ko vam nekdo reče, naredi tole ali pa ono, upoštevaj moj nasvet, pa bo boljše. To praviloma ne deluje. Je preveč enostavno. Zakaj torej je na vrsti tale zahteven izraz, ki pomeni prekinitev identitete? V resnici pravzaprav je po eni strani zelo zahteven, po drugi pa ni. Na kaj mislim? Vsi ste že gotovo velikokrat slišali za en izraz, ki se uporablja ne samo v kognitivni znanosti, tudi v psihologiji, pa tudi v vsakdanjem življenju, in to je cona udobja. Cona udobja znotraj take cone, znotraj takega območja, in vsak človek ima seveda svoje območje, kjer se človek počuti sorazmerno udobno, se dogaja kaj? To, da človek k svojemu načinu razumevanja sveta, doživljanja sveta, izkušanja sveta in vsega, kar je v njem, bolj ali manj dodaja kaj? Samo tisto, kar to območje udobja ohranja. To cono udobja na videz krepi, povečuje, ampak dokler je človeku udobno, se ne more zgoditi prehod k kompleksnejšim kognitivnim modelom sveta. Lahko pa človek dodaja nove informacije, novi podatki, novo znanje in tako naprej, ne da bi se lotil nove interpretacije tega. Človek z že doseženimi kognitivnimi modeli razlaga to, kar je sicer novo in se v resnici nikamor ne premakne. Ampak to ne velja samo za razumevanje sveta. To pomeni tudi ključni vzvod za razumevanje samega sebe v svetu. Razumevanje sveta se nikamor ne premakne, posameznik pa tudi ne. Vztraja, kot pravimo, pri svoji identiteti. Vztraja pri tem, kako razume samega sebe, ne da ima neko samopodobo, kako razume sebe, kako pojasnjuje naprimer svoje vedenja, kako si razlaga svoje čustva in tako dalje in tako dalje. Vztraja pri svoji identiteti, zato tudi o priložnosti zna povedati, da se spremeni v nebo, da je pač tak, kakršen je, in da ga ne sprejmemo takega, kakršen je. In s tem je zgodbe konec. Resnično učenje se pa začne, ko je človek zmožen z vsem tem prekiniti. Ko se resno vpraša, ali mora vse to biti še naprej tako, kot je, ali pa je lahko tudi drugačno. Seveda, res drugačno, ne samo malo novega bomo dodali k staremu. Prekinitev identitete, koncept, ki ga potrebujemo za razumevanje tega, o čem hočem govoriti, torej kako se učiti novega. Zdaj pa pride nekaj zelo zahtevnega, zato bom samo nastavil začetno razmišljanje za naslednjič. Pri branju Spinozove etike, pri branju Kantove kritike čistega uma, pri branju nekaterih del, ki jih je napisal Emmanuel Levinas, pri branju
7. Lacanovega seminarja z naslovom Etika psihoanalize se vedno znova srečamo z isto idejo, ki jo je težko razumeti. To je ideja, da človekov jaz ali ego, skratka to, kar človek spontano imenuje jaz, dokler se ne zgodi nič posebnega, verjame, da živi vsakdanje življenje tako, kot si je sam postlal, tako, kot si je izbral, da živi skladno s svojimi vrednotami, svojimi načeli, morda ne vedno strogo najbolj tako, kot bi si želel, ker obstajajo zunanji dejavniki, ki ga pri tem lahko ovirajo in motijo. Verjame, da je pač nekaj podedoval, ker ima 50% genov od svojega očeta, ima 50% genov od svoje mame, da na njega vplivajo tudi okolje, da pa vendarle, vsaj nekatere zadeve v življenju počne po svoji svobodni volji, skladno s svojimi prepričanji in tako dalje in tako dalje. Vse to ego spontano verjame. Super. Če bi bila zadeva tako zelo preprosta, če bi tako preprost kognitivni model sveta zadoščal, da pojasnimo ali pa da razložimo, da interpretiramo, kaj ego v resnici počne in kaj bi še lahko počel, potem bi seveda bilo tukaj zgodbe konec, bi rekli, tako je. In potem ne bi nikoli Spinoza napisal etike, nikoli Kant ne bi napisal svoje knjige, nikoli Levinas ne bi svojih knjig in Lacan svojega 7. seminarja, ker ne bi bil potreben. Vendar so te knjige nastale. Zakaj? Zato, ker se lahko znajdemo v posebni situaciji v svojem življenju. Lahko se znajdemo po naključju, lahko bolj ali manj sami prispevamo, da se znajdemo v takem položaju, pa vendar pomembna je izkušnja, o kateri bomo govorili naslednjič. In to je izkušnja, kot da dobi jaz, ego, nekaj, k čemur se lahko zaveže, nekaj, kar lahko spoštuje, nekaj, kar lahko uporabi, ne iz samega sebe, iz svoje notranjosti. Ne tako, da si reče, ja, saj to sem samemu sebi rekel, tole bom naredil, sem se zavezal, dal sem obljubo in tako naprej. Ne, govorimo o radikalni izkušnji, kot da nekaj dobi od nekod drugod. Za naslednjič, ta drugod označuje beseda transcendenca. In še eno besedo bomo bomo prisiljeni uporabiti, da bi razumeli, kaj se z jazom lahko zgodi, in to je beseda, ki sem jo že omenil in je na naslovu tele knjige, ki jo je Annabel Herzog napisala, in to je milost. Kaj vse to pomeni, pa naslednjič.